Nikoli več. Mrtvim v spomin, živim v opomin. Obtožujem. Podobne besede in zaobljube ste vklesali v kamen, granit, vlivali v bron. Veliko del je bilo napisanih s podobnimi naslovi. Veliko močnih besed je bilo izgovorjenih na spominskih slovesnostih in komemoracijah. Pa vendar se zdi, da nikoli opomin ni odveč. Vedno znova se svet oblači v bojne barve, človek človeka tretira kot številko, kot tistega tujega, tistega drugačnega. In zato je vedno bolj pomemben vaš opomin, ker spomini bledijo. In vi vsi, ki ste tukaj zbrani danes, ste braniki tega opomina, vi ste glas tega opomina. Zato se vam vsi zahvaljujemo, da ste se zbrali danes tukaj v takem številu. Za pozdravni nagovor pa vabim tovariša Matjaža Špata, predsednika taboriščnega odbora Ravensbrück, za nekaj besed. Spoštovane tovarišice, tovariši, interniranke in interniranci, drage naše punce. Primarno vam je posvečena današnja proslava. Del svojega življenja, svoje mladosti ste preživele samo kot številke v hudi bedi in pomanjkanju, v hudem terorju, kjer se je tudi smrt utrudila za smrti. Zaradi vaših dejanj, tovarištva, domoljubja, junaštva in solidarnosti, ki ste ga udejanjale v vaših medsebojnih odnosih, ste preživele grozote taborišč in ohranile slovenstvo in slovenski rod. Stkale ste ponosni biser v mozaiku slovenske državnosti. Neizmerno smo ponosni na vas. Navdihujete nas pri našem angažiranju, pri ohranjanju spomina in vrednot. Draga dekleta, ostanite z nami čile in zdrave še na mnoga, mnoga leta. V imenu taboriščnega odbora Ravensbrück in naših deklet vas prav vse prisrčno pozdravljam na tradicionalni 56. in hkrati 23. slovesnosti v samostojni Sloveniji. Pozdravljeni na tradicionalnem vseslovenskem srečanju bivših internirank, internirancev, političnih zapornic, zapornikov, izgnancev, ukradenih otrok, njihovih svojcev, prijateljev in naših somišljenikov. Pozdravljeni na srečanju, ki je edinstveno v našem slovenskem prostoru. Poseben pozdrav in zahvala za vso podporo velja predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, častnemu pokrovitelju in slavnostnemu govorniku na današnji proslavi. In prijazen pozdrav gospe Tanji Pečar. Spoštovani predsednik, hvaležni smo, da ste prepoznali pomen našega angažiranja in delovanja v taboriščnem odboru in da ste nam z vašim angažiranjem na številnih dogodkih omogočili, da se naš ponosni spomin in opomin sliši v širši slovenski prostor. Hvala vam še enkrat za to. Posebna zahvala za pomoč in razumevanje ter počastitev za današnjo udeležbo na proslavi namenjamo ministru Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospodu Gorazdu Žmavcu. Pozdravljena poslanka in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovana Mirjam Bon Klanjšček in Marko Ferluga. Zelo smo počaščeni, da delegacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije predstavlja predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariš dr. Tit Turnšek,
novi podpredsednik Marjan Križman in članica predsvetstva Tilka Bogovič. Prisrčno dobrodošlico in topel pozdrav namenjamo delegaciji koroških Slovencev. Neutrudni Milki Kokot, predsednici Zveze slovenskih žena. Dr. Marjanu Šturmu, predsedniku Zveze slovenskih organizacij. Koletnik Mojci, podpredsednici Zveze koroških partizanov in dr. Katji Šturm-Šnabel, dolgoletni predsednici Zveze koroških partizanov. In Francu Vakovniku Memorial Karanten. Prisrčno dobrodošla naša tržaška rojaka Franko Košuta, glavni pobudnik ideje o ribiškem muzeju Tržaškega primorja in in Jurij Žerjav, predsednik Aneda in Ampija iz Križa pri Trstu. Dobrodošla. Posebna zahvala velja vsem županom, ki so tako prijazno podprli naše današnje srečanje. In ne nazadnje, posebna zahvala in res iskrena hvala v imenu taboriščnega odbora velja vsem mestnim, krajevnim in medobčinskim odborom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, začenši z Mariborom, s predsednikom Žnidaršičem, Alenko in Malčko in njihovim 3 avtobusi udeležbe. Predsedniku Bojanu Kontiču, mestni odbor Zveze borcev Velenje in naši neutrudni Mariji Žerjav, 70 udeleženci. In še posebej Ljubljana, mestni odbor Zveze združenj borcev, potem črnuška delegacija s predsednikom Rudijem Vavpotičem na čelu in pa celotne Dravlje, če smem tako reči, 3 krajevni odbori, Dravlje, Dolomitski odred in bratov Babnik s predsedniki Cvetom Pavlinom, Ivanom Žinkotom in Aljošo Cetinskim. Dragi Dravljčani, ker sem tudi sam iz Dravelj, res hvala in dobrodošli. In ne nazadnje, brez odgovornih menedžerjev v tej družbi ne gre in hvala vsem tistim firmam in tistim vodilnim gospodom, ki so nam omogočili, da se ta proslava lahko tudi odvije. Hvala lepa. V minulem letu smo se poslovili od naših dragih, nepozabnih tovarišic in tovarišev. Še v tem tednu je bilo žal tako. Prosim, da z minuto molka se poklonimo vsem tovarišicam in tovarišem, ki so se od nas poslovili v minulem letu. Slava jim, hvala. Letošnja slovesnost poteka pod naslovom Jaz pa vem za domovino in mi vsi jo čutimo. Besede in občutja, ki nam jih je v srce položil Ivan Cankar. Zapisal je tudi, iz muke trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo zrasla naša domovina. In res je bilo tako. Z današnjo slovesnostjo želimo še prav posebej svečano obeležiti tudi 70. obletnico vrnitve Primorske k matični domovini. Prav vsako leto s posebnim ponosom in žarom zapojemo pesem Stala Primorska in verjamem, da tudi letos bo tako. Okupacija se za številne Primorce ni začela leta 1941. Začela se je že veliko, veliko prej, z okupacijo materinega jezika. Kaj je hujšega za otroka kot to, da mu prepovedo govoriti jezik, ki ga je mama naučila? Materin jezik je tisti, ki ohranja našo identiteto. Odločitev za upor vam je bila položena v zibko in takšna je rdeča nit današnje slovesnosti, stkana iz spominov številnih primorskih rodoljubov. Veseli me, da ste se ponovno odzvali v našemu povabilu v tako impozantnem številu, kajti v tem času, ko se svet spet in spet oblači v vojne barve, ko ga prepravljajo kolona beguncev, ko prevladuje občutek, da se nekateri iz zgodovine niso prav nič naučili, je naša zaveza, zaveza vseh tukaj zbranih, da morda še bolj kot kadarkoli doslej
ohranjamo vaš spomin in opominjamo. Na preizkušnji so spet vrednote generacije slovenskih taborišč in taboriščnikov, kot so ljubezen do sočloveka, do rodne grude in jezika, vrednote, kot so solidarnost, sočutje, tovarištvo, pravičnost in enotnost. In ja, o takem svetu, kjer bodo te vrednote vseh, ste sanjale, draga dekleta. Spoštovane tovarišice, vem, da si tak svet še kako želite tudi za nas. In tem vrednotam smo, verjamem, zavezani vsi tukaj zbrani, v upanju, da tisti najbolj težki trenutki iz vaše preteklosti nikoli ne postanejo sestavni del naše sedanjosti ali prihodnosti naših zanamcev. Upam in želimo si, da vam bo proslava segla v srce. Srečno in varno pot domov in nasvidenje prihodnje leto. Hvala lepa.
Samoprevara je vedno zelo močna, češ da je vojna nekje daleč stran. Nihče ne misli na beg. Ko pa začnejo padati granate okrog lastne hiše, so vsi v šoku. Dvakrat zaklenejo hišo in vzamejo to, kar lahko nesejo. Begunske zgodbe se vedno začnejo s tem, da nekje ni več možno živeti. Nastanejo te v taborišče in potem čakaš, da mine. Njihove none so jim pripovedovale o taboriščih prve svetovne vojne. Prihaja mraz in dolga noč, čez modro pot gre veter proč in zadnji parnik zapiran je dahnil zrak kot star slepar. Zdržite noge, zdaj je čas in bodi tukaj trudna glava, da ne zgrešiš kot hitijo, dekleta mlada nekam urijo, urijo. Z belimi klobuki, s poljubi na obrazih, prihajajo z vrdo, kot večne prigazni, na slikah s pozdravi. Portorož, 1905. Portorož, 1905. Dobro jutro, čipke v belem, smeh gre v travo za zabavo, a med palme, skrite v parkih, leze vonj vojakov jarkih. Vonj po blatu, vonj po mladi, jutro dviga se nad žice in daleč streli kot pozdravi za gospe smejoče v travi, v travi. Z belimi klobuki, s poljubi na obrazih, prihajajo z vrtov, kot večne prigazni, na slikah s pozdravi. Portorož, 1905. Portorož, 1905. Velika vojna je zasekala v slovenska tla ob Soči. Z domov je pregnala okoli 100 000 ljudi. Ženske, otroci in ostareli iz slovenskih krajev na levem bregu bojne črte so odšli na Kranjsko, Štajersko in Koroško, od tod pa v begunska taborišča po vsej Avstro-Ogrski monarhiji. V le na videz urejeno življenje v lesenih mestih. Vse je prepojeno s skrbjo za sinove in očete na fronti. In ko je v taborišča z velikimi koraki vstopila še huda lakota, je bila njihova želja po vrnitvi neizprosna. Z desnega brega bojne črte je italijanska vojska slovenske prebivalce v večini razselila po celotnem italijanskem Škornu. Begunski dnevi so tekli v novem okolju, z italijansko govorico in z neizprosnim domotožjem. Za sabo doma so pustile zaklenjeno hišo. Nazaj so prišle s ključem, ki pa ga nimajo kam utakniti, ker tudi vrat ni več. Ob vrnitvi so jih čakala trupla, kupi orožja, popolnoma uničena polja in razbite hiše. In kmalu še fašizem. Fašizem, ki je s Primorske pregnal na tisoče njihovih non in nonotov. Njenega očeta so iz Ivana preimenovali v Giovannija, nonota iz Jožefa v Giuseppeja,
Celo že pokojnega pranonota Jerneja so preimenovali v Bartolomeja. Ker po uradni dolžnosti so spreminjali imena in priimke v uradnih knjigah, celo na pokopališčih, da bi izbrisali identiteto, slovensko identiteto ljudi na ozemlju po političnem preigravanju priključenega k Italiji. Fašizmu so bili najbolj na poti seveda priimki na Ič in Čič. Adamiče so preimenovali v Adami, iz Fabjančičev naredili Fabjanije, Gregorič bo Gregoretti, Jurčič in Jurca bosta Đorđi, Marušič Marinetti, iz Štefančiča nastane Stefanoni, Urbančič je Urbani. Za Primorce se okupacija ni začela leta 1941, začela se že bistveno prej, z okupacijo maternega jezika.
Njena mama je bila Aleksandrinka, oče Tigrovec. In svetovali so mu, naj se pred fašizmom umakne v Ljubljano. Družini ni bilo nič dano, vse težko prisluženo. Italijanščino jih je učil majhen, škilast, nesimpatičen fašist. Hodil je po razredu s palico v roki in tolkel z njo po katedru. Oni pa so morali v tem ritmu peti italijansko mladinsko fašistično himno. Pri glasbi pa so ravno takrat prepevali Travnički so že zeleni. Ko so peli, si je Zdenka rekla, pa saj to isti ritem. Cel razred je prepričala, da morajo naslednjič, ko začne fašist udarjati po katedru, namesto himne zapeti Travnički so že zeleni. So, in to na ves glas. On pa je bil ves besen, letal gor in dol, udrihal s palico, kamor je padlo. Oni pa so peli naprej. Zdrvel je po ravnatelja. Kdo je to organiziral? Če ne poveste, bodo danes zvečer vaši očetje aretirani. Nihče ni črhnil niti besede. V želji po znanju je iz svoje ljube vasi Velikega Polja odšla v Ljubljano. V Sokolu je spoznala ljudi s podobnimi nazori, kot so jih imeli Tigrovci. Nekaj jih je že poznala in poslušala na Primorskem. Po prvem globokem razočaranju, ko je italijanska vojska v aprilu okupirala del Slovenije z Ljubljano, je sledil drugi šok. Ko je v časopisu prebrala, da je ljubljanski škof fašističnemu diktatorju poslal čestitko, v kateri je izrazil svoje veliko veselje, da je Slovenija postala del kraljevine Italije. Ko se je spraševala, ali bo zlo, ki ga sejejo fašisti, postalo nekaj vsakdanjega, je v njeno razočaranje posijal žarek svetlobe in upanja. Ustanovljena je bila uporniška osvobodilna fronta, tudi na Primorskem. V njej sta vzplamtela ponos in radost, da so zatirani in poniževani Primorci dvignili glave, tudi z orožjem branijo svojo zemljo, svoj materin jezik in dostojanstvo. Mihaela je postala partizanska kurirka, obveščevalka, bolničarka, borka, skratka vse, kar je bilo treba. Njihove none so jim pripovedovale o taboriščih Prve svetovne vojne in o fašističnem terorju, o okupaciji srca, duše in materinega jezika. Njihove mame pa so jim pripovedovale o taboriščih Druge svetovne vojne in še o okupaciji telesa. Češnjev cvet, dehtič in bel, odlomi moja draga. Ne bom ga na klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sidel. Odlomi ga, odlomi draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet. Trpil pomladi tej in cvet, ta drobni češnjev cvet, bo v njih izbrisal malo dušja sled in spet razžaril tožnim pogled.
poglej, ta cvet, ta drobni čišnjev cvet, bo njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samen cveten čišnjev cvet, odlomi moja draga, saj veš vsak tak pozdrav, živeti, živeti, Vsak bo imel pravice, ki mu pripadajo, in vse, kar je neobhodno potrebno za življenje. Ne bo več revnih in bogatih. Nikogar ne bodo izrabljali in vsi bodo imeli iste cilje. O takšnem svetu je razmišljala Zora, uradno Alba, ko so jo fašisti septembra leta 1940 prvič aretirali. V začetku aprila 1941 je bila aretirana drugič in poslana v konfinacijo. Okupirali so ji še telo. 6 dni po prijateljevi usmrtitvi na drugem tržaškem procesu so jo aretirali še tretjič, ker je trosila letake s protifašistično vsebino. Nikoli ni govorila o trenutkih za rešetkami, ko je človek ob človeško dostojanstvo, na milost in nemilost prepuščen drugemu človeku, ki je večkrat nečloveški. Svet bo po vojni čisto drugačen. Nov, je razmišljala, ko se je po kapitulaciji Italije vrnila domov in se poročila s komisarjem čete. V ilegali v Trstu so jo ponovno, že 4. aretirali, tokrat nacisti, in jo odpeljali najprej v koncentracijsko taborišče Auschwitz in nato v koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Mamo pozdravi in Voja, je naročila. Povej obema, da sem umrla čisto na lahko. Obljubi, da boš to rekla. In glej, da ne boš jokala. Prisegle smo, da ne bomo jokale. Naslonila se je nazaj na pograd, bila je popolnoma mirna. Le oči so gorele. Zora, ni ji bilo 20 let, je bila tam. Truplo na kupu trupel. Trupla, same kosti, pa vendar še vedno je bila lepa. Pomorili so jih lakota, mraz, nečloveško ravnanje, prenaporno delo, zločinski medicinski poskusi. Umirale so pod kroglami, na vislicah, pod pasjimi čakani, v plinskih celicah. Taboriščnice so izravnavale breg ob reki, kamor so posipali pepel iz krematorija. Kmalu zatem je tam rasla razkošna in zelena trava. Lezzava la terra, stride l'oscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella e fragrante,
mi cadea fra le braccia. O dolci baci, o languide carezze, mentre io fremente le belle forme discioglieva dai veli. Svanì per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato. E non ho amato, ma tanto la vita, tanto la vita. Njena starša, zavedna Slovenca, sta se pred fašizmom umaknila v Ljubljano. Aretirali so jo tik po maturi na Poljanski gimnaziji. En izvod slovenskega poročevalca in slike bazoviških žrtev sta bila dovolj za obsodbo. Na 10 let zapora. Tudi očeta so odpeljali. Ko so mu italijanski vojaki dejali, pa vi ste vendar iz Čempasa, vi ste Italijan, jih je ta zavrnil. Ne, jaz sem Slovenec. Oba z očetom sta bila obsojena zaradi ljubezni. Ljubezni do domovine, do Slovenije, do lepe slovenske besede. Kazen je skrajšala kapitulacija Italije. Že na poti iz Perudže domov v Ljubljano pa so jo oddajale zle slutne. Že v Postojni bi izstopila iz vlaka in šla v partizane, če bi lahko, brez skrbi za prijatelje. Zvečer je prišla domov. Že zjutraj so jo ponovno aretirali in odpeljali v tujino. Po 5 dnevih vožnje v tovornih vagonih so prispeli na železniško postajo. Potem po kamniti poti do velikih železnih vrat, nad katerimi je pisalo: Delo osvobaja. Delala je v tovarni streliva. Od 6. ure zjutraj do 6. ure zvečer, ob pičli hrani in stalnem terorju, ob koncu vsakega dneva so stražarji preverili zapornice in najbolj izčrpane poslali v smrt. Hudega je bilo veliko, ker je človeška pamet neverjetno, kaj vse si izmisli, ko je vojna, kako uničevati sočloveka. Dana pa je bila ves čas prepričana v dvoje, da zmagajo in da ostane živa. Vse je pripeto k tlom. Le duh je prost. In ta potuje z belimi oblaki. In med njimi in svobodo je most. One pa še kar vse dneve in noči uhajajo prek žic, prek zidov. Domov. Domov. Oče je bil avstrijski vojak, ruski ujetnik in končno majstrov borec, tako kot številni Primorci. Ko se je rodila, so otroci smeli govoriti samo še njim tuj italijanski jezik. Za njih je bila Jugoslavija obljubljena dežela. Ko so leta 1941 Italijani maširali skozi vas, so se vaščani zbrali sredi vasi in jokali. Ob kapitulaciji Italije so jokali od sreče. Partizani so prišli v vas. Kakšno navdušenje je bilo? Pa ne za dolgo. Zavladali so Nemci. 15-letni brat je šel v partizane. Ona, 17-letna, pa v ilegalo. Aretirali so jo. Odpeljali v tržaški zapor. Potem pa v Nemčijo. Po hodniku zapora so pogumno prepevale partizanske pesmi. Še na poti do tržaške železniške postaje. Do Auschwitza je pesem zamrla.
Spominja se visokih dimnikov, ki jih je zagledala v mraku. Iz njih se je valil dim. Najprej se je šušljalo, da so Judje zažigali taborišče, kasneje pa jim je bilo seveda jasno, odkot in zakaj ta dim in ta sladikast vonj po ožganem človeškem mesu. Primorke so velikokrat zapele, tudi v taborišču, da so si dajale korajžo. Slovensko uporniško pesmijo so povedale, kaj čutijo in kaj mislijo. Kljubovalno so zapele že v tržaških zaporih, ko so izvedele, da so ušle streljanju v Rižani. V taborišču so pele ob nedeljah za svojo barako, da se je razlegalo naokoli in včasih tudi zvečer na pogradu, potihem za tolažbo. Seveda so kdaj tudi jokale, a to so počele na skrivaj. Niso pomislile, da bodo umrle, ampak da bodo prišle domov. Vedno so rekle, ko bomo doma, in ko so jo ostale etnice spraševale, kdaj bo to, je rekla čez 14 dni. Hlepele so po informacijah o dogajanju v domovini, o uspehih partizanske vojske, o osvobojenih ozemljih. Vsaka takšna novica je v Sonji budila novo upanje. Čez hladno jutro hite oblaki, o bela čau, bela čau, bela čau, 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 se bližje streli, povsod vojaki, mi hitimo v zadnji boj. Gre za svobodo in za resnico. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 za boljše čase in za pravico smo stopili v mrtvi stroj. Naprej junaki, hej partizani, o, bela čau, bela čau, bela čau, 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 kje bodo spali noco junaki, kdo bo pazil na nebo. Laj, laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj, 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 la, la, laj, 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 la, laj, la, laj, 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 la. In sončece je vzhajalo, Primorce je pozdravljalo, prestali ste zadušno noč, svobode luč vam gre v pomoč. Zapojte in zavriskajte, spet oljčna vejica cvete. Šivala je deklica zvezdo, oj zvezdo rdečo kot kri, in zraven si pela je pesem, oj pesem svobodnih je dni. Le šivaj si deklica zvezdo in zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom gestapu prisegli krvavi smo boj. Saj črnim fašistom gestapu prisegli krvavi smo boj. Za vas jo je čredo pasla, vsa vesela dan na dan. Skrepenenje gor je zrla, kjer je vriskal partizan. Skrepenenje gor je zrla, kjer je vriskal partizan. Dime donde vas morena, dime donde vas salada, dime donde vas morena en las 3 de la mañana. Dime donde vas morena en las 3 de la mañana.
grenkih solzic let. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bije težki boj. Morda je, ko branil je narod svoj. Morda je, branil je narod svoj. Zacvetele jablane in hruške, stale so meglice iznad rek. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg in zapela pesem čez poljane, o sokolu širnih je planjal. In o njen, ki ljubi ga vdano, ki ji pismo drobno je poslal. In o njen, ki ljubi ga vdano, ki ji pismo drobno je poslal. Ti letiš od drugi ptic hitreje, mojo pesem nesi v daljni kraj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Hej! Laj, 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 la, 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 laj, la, laj, 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 la, laj, la, 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 laj, la, 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 laj, la, 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 laj, la, laj, la, laj, 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 la, 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 laj, laj, la, 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 laj, la, 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 laj, la, laj, la, laj, la, laj, 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 la. Hej! Njeni starši so kljub ustrahovanju doma v Goriških brdih govorili v svojem maternem jeziku in prebirali slovenske knjige ter vzgajali otroke kot zavedne Slovence. Ko je konec tedna potovala iz gimnazije domov, je v šolski torbi prenašala propagandno gradivo za OF in ga oddajala na dogovorjenem mestu. Domači ljudje so jo izdali. Nemci aretirali in zaprli v goriških zaporih in potem odpeljali proti Nemčiji. Tako kot ostali je bila prepričana, da gredo na prisilno delo, v kakšno tovarno ali morda celo na kmetijo. Toda po 4 dneh vožnje v živinskih vagonih je bilo upanja konec. Slekli so jo do kože, ji vse pobrali, jo ostrigli na balin in razkužili. Nato je dobila oblačila, ki so jih tam pustili ljudje, ki so v taborišče prišli pred njo, in par cokel, in svojo številko, tisnjeno na levo roko. Od tedaj naprej ni bila več Elza, le še brezimna številka. Vsak dan so iz dela prinesli nekaj mrtvih. Nekoč je ena od taboriščnic prosila paznika, ali lahko pije iz luže na tleh. Dovolil ji je. Ko je počepnila in začela piti, ji je stopil škornjem na vrat in jo toliko časa tiščal, da se je utopila v luži. Preživeti jim je pomagalo le upanje, da bo vojne kmalu konec, saj so se v daljavi že slišale eksplozije ruskih granat. Čakala jih je še poslednja bitka za življenje. Marš smrti. Postrojili so jih v kolone in jih gnali v mrazu 5 dni in 5 noči. Mraz, utrujenost, tako ji je bilo, da je prvič zajokala. Ujetnice so hodile po sredini, Nemci korakali ob strani, imeli so jih za zaščito pred bombardiranjem. Če pa je katera odskočila, so jo ustrelili. 3. maja se je zbudila v popolno tišino. Sončno jutro je bilo s plavim nebom, ko je zagledala ruskega kozaka, ki je govoril o svobodi.
Ko se je sredi poletja 1945 vrnila v domovino, je bil v Ljubljani kongres Slovenske protifašistične zveze žensk. Potem je sledil koncert partizanskega pevskega zbora. Oh, kako zelo je pogrešala borbene pesmi. In ja, zavidala je mlademu dekletu, da je svobodo dočakala v partizanski obleki. Med zapoznelimi osmrtnicami, ki so se pojavljale v Primorskem dnevniku, ko so po vojni prihajale v mesto tudi žalostne novice, se je pojavil oglas, da je za svobodo slovenskega naroda darovala svoje mlado življenje. Pri svetem Jakobu pa je bilo spet vse živo. Po 20 letih se je spet prepevalo, govorilo slovensko. Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustnih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda glej, planil vihar je presilen, kot kletiče raztrgal okol. Šinil je zopet čar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet čar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Širne poljane so v ognju splamtile, klic je svobode ostal sredi gozdov. Širne poljane so v ognju splamtile, klic je svobode ostal sredi gozdov. Torek, 26. oktober 1954. Ko je na županstvu spet zaplapolala italijanska trikolora, je bil deževen dan. Na eni strani vzkliki Trieste, Italija, na drugi Zdrava Marija, milosti polna. Na eni strani presrečen oče, ki se na velikem trgu veseli prihoda Italije, na drugi strani teta, ki doma, tako kot vsak dan, tudi tistega dne moli rožni venec v slovenskem jeziku. In na vprašanje 4-letnega nečaka, ki bi rad vedel, kje so njegovi starši, odgovori v tržaškem narečju,
da sta šla na karneval. Ko je mali ob prihodu domov očeta vprašal, ali mu je bil pustni sprevod na velikem trgu všeč, je oče sprva onemel. Sledil pa je epski prepir s teto. Takrat ni razumel. Potem si je ustvaril dom, stkan iz italijanskih in slovenskih besed, o ljubezni in o tovarištvu govori. Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo, bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Bo glasba še igrala, nekdo ti bo prepeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljenim besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda svoja leta in sploh ne ve, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih se to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Bo smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša zame, ker hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu pove, da mi dva sva to že preživela, da prav, tako kot mnogi, morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj neskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Bo vse še vedno isto, te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Bili so običajna družina. Oče, mama in dve hčeri. Ena temnolasa, druga svetlolasa. Govorili sta slovensko, starša pa med seboj bosansko. Kako drugače bi, saj sta bila le ekonomska migranta na začasnem delu v Sloveniji. Temnolaski se je z vojno razblinila ideja o bratstvu in enotnosti. Svetlolaska pa se je prvič počutila tujko. Tako tam v Bosni, kjer je divjala vojna, kot tu v Sloveniji. Sošolka pa je dejala: Samira, ti ne moraš biti Bosanka.
Se mi pomagaš pri domačih nalogah iz slovenščine. Po obeh straneh je imela prednike iz Slovenije. Po očetovi strani so prišli v Sarajevo po prvi svetovni vojni, njen dedek se je po čudni izkušnji z ricinusom umaknil pred fašizmom. Njeni starši niso govorili slovensko. Če je njen nono novo državo sprejel kot svojo drugo domovino, so njeni starši doživljali slovenstvo po počitniških obiskih sorodnikov Bohinja, Ljubljane, Kranjske Gore ali Portoroža. Razlog, da je Lilijana že sredi 80-ih let oživila svoje slovenstvo in se želela naučiti slovenskega jezika, je tičal v želji, da bi lahko prebirala mladino. Njen dedek je bil en od tistih slovensko čutečih mladeničev na Primorskem, ki so raje ilegalno prekoračili mejo med kraljevino Italijo in kraljevino Jugoslavijo, kot pa da bi se na strani fašizma udeležili kolonialne vojne. Njegov dom je postalo rudarsko mesto v bližini Sarajeva. Zato je bila njegova vnukinja Iva na konvoju Slovencev, ki so bili novembra 1992 evakuirani iz Sarajeva. Vse doslej se je tako kot njena starša identificirala kot Sarajevčanka, Bosanka, Jugoslovanka. Kako drugače bi, po mami Slovenka in Hrvatica, po očetu Srbkinja. Na dan odhoda konvoja si je na svojo jopico pripela še eno novo priponko z napisom Slovenija, moja dežela. Oče jo je pred nekaj leti predtem kupil na stojnici, na Čopovi ulici v Ljubljani. Ko danes spet gleda begunce, jo boli srce. Sama sebe spet vidi v vagonu za taborišče. Te kolone bežeče pred smrtjo je povzročil pohlep držav in želja njihovih vodstev, da bi gospodarila čim večjemu delu sveta. Nikdar jim ni dovolj. Ne dotakne se jih trpljenje ljudi, kajti zanje so to spet le številke. Spet le številke. Tako razmišlja in žalostna je. Zgodovina je pokazala, da lahko človeka ubiješ na 1000 načinov. In tudi narod lahko ubiješ na 1000 načinov. Vzameš mu dom, vero, upanje, izstradaš ga do smrti, lahko ga spremeniš v pepel. Seveda pa mu moraš najprej vzeti jezik, pravico govoriti, pravico do materinega jezika. Jezik nas dela Primorce, Krašovce, Notrance, Štajerce, Korošce, Dolence, Belokrajance,
Če sem še kogarkoli pozabil tukaj v dvorani, se opravičujem, ampak veste, kaj mislim. Vse nas, Slovence. Jezik nas identificira, ne zidovi in ne žice. K slavnostnemu govoru vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani tovariš, predsednik društva, spoštovani predsednik Združenja zveze borcev, spoštovani gospod minister, gospod poslanka, gospod poslanec, taboriščnice, tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, prijatelji. Najprej naj ob 5. skupnem srečanju tukaj v Portorožu izrazim veliko zadovoljstvo in rečem, da mi je bilo vselej v neizmerno čast, da smo lahko tako sijajno sodelovali z vašim društvom. Z vašim društvom smo sodelovali ne samo tukaj v Portorožu, ampak ob številnih obiskih v predsedniški palači. Eden je bil prav poseben, saj smo ga pripravili skupaj z dijakinjami in dijaki ene od ljubljanskih gimnazij. Skupaj smo šli, nekatere še vidim tukaj v prvi vrsti, ob 70. obletnici osvoboditve Auschwitza na svečanost, ki je pustila v vseh nas, prav gotovo v taboriščnicah, nek pri meni, morda nekako drugačen, ampak močen, zelo močan vtis. Kot je rekel prej voditelj, nikoli več, ker je to, kar smo tam videli še enkrat, nezamisljivo. Rad bi se vam zahvalil za to sodelovanje in spodbudil vse, ki skrbijo za delovanje društva, da si po svojih najboljših močeh prizadevajo za to tudi naprej. Vi ste žive priče vojnih grozot, vi ste žive priče njene porazne surovosti. Iz generacije v generacijo se svoboda in mir, kot je rekel nek državnik, ne prenašata z geni. Prenašata se z zgodovinskim spominom. Dokler in kolikor časa bo generacija, ki je utrpela surovost in neusmiljenost druge svetovne vojne živela, bo živo pričala. Vsaka s svojimi trpkimi, grenkimi spomini, žalostnimi, jeznimi. Toda vprašanje, ki se postavlja nam, ki tega, hvala Bogu, nismo izkusili, in tem sijajnim našim otrokom in vnukom je, koliko bomo znali prenesti ta spomin na surovost vojne. Vojna v ničemer ni nikoli dobra, celo nesmiselna je, celo za tistega, ki jo začne, in na koncu celo za tistega, ki jo začne, porazna. Koliko bomo znali na novo generacijo prenesti ta spomin in opomin pred grozotami vojne. Razumem, da je bila vselej, ko smo se sestali, naša sveta dolžnost, da storimo na ravni nas kot posameznikov in naše države in naše domovine vse, kar je v naših močeh, da prenesemo našim otrokom in našim vnukom zavest o tem, da mir ni samoumeven, da se sem in tja porodi iz majhnih nestrpnosti in da se potem ta kotaleča snežna kepa vali in je ni več mogoče ustaviti in se konča v grozotah vojne. In tudi tisti, ki jo preživijo, nekateri v taboriščih, drugi so izgnani, mnogi so njene žrtve, so invalidi, imajo rane, ki jih ne morejo zaceliti do konca svojega življenja. V tem smislu so ta srečanja velikanskega pomena in se mi zdi, da mora, kolikor je le mogoče, država storiti vse za to, da se ta zgodovinski spomin ohrani. Dostikrat, spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, govorimo o ameriških
sanjah. Danes bi rekel 2 besedi o evropskih sanjah. Ko se je polegel prah ruševin druge svetovne vojne in ko so si vsi narodi, celo tisti, ki so si stali naproti in so eden drugemu povzročali veliko gorje. Celo tisti, ki jim je bilo kot našemu narodu namenjeno, da ga izbrišejo iz narodnega zemljevida, vsi so si želeli, da bi po tej grozoviti izkušnji zavladal mir. Da bi zavladal trajen mir. Iz zgodovine vemo, da je bila ta dolgo časa moderne civilizacije prepletanje miru in vojne. In se zdi, kot da za nekim vogalom znova čaka ta surova izkušnja. In vendar bi lahko opisali evropske sanje kot najprej in predvsem sanje o trajnem miru. Ker pa vemo, kot sem rekel iz izkušenj, da mir ni samoumeven in da se lahko zgodi zaradi majhnih in velikih nestrpnosti, zaradi majhnega in velikega sovraštva. Vemo, da moramo storiti zares vse, kar je v naši moči, da se vedno spomnimo teh grozot, teh žrtev, te surovosti, teh solz in trpljenja, tudi taboriščnic. In da poskušamo mladim ljudem predstaviti to surovo epoho naše zgodovine kot nekaj grenkega in hkrati nekaj slavnega. Bilo nam je namenjeno, da nas uničijo, preživeli smo, ker smo se uprli. Bilo je tako, da je v tej grenki izkušnji dvignil tudi brat nad bratom roko in je bilo vse skupaj še bolj grozno. Evropa, ki si je, če smem spet uporabiti ta izraz, zadala te evropske sanje, sanje trajnega miru, je bila vzpostavljena na spravi med Nemci in Francozi najprej in potem med vsemi drugimi. Ni šlo za to, da bi to zgodovino spreminjali. Zgodovine ni mogoče spreminjati. Vsak je imel neko izkušnjo, slavno in tudi manj slavno. Vendar je prišlo do nekega spoznanja, da je mogoče ta trajen mir, te naše sanje, zavarovati samo pod enim pogojem, da generaciji, ki je to izkusila, pustimo, da čustvuje to preteklost tako, kot jo je doživela. Njim ni mogoče vsiliti nobenih čustev. Nobena država, nobena oblast nima pravice, da vaši generaciji vsili kakršnokoli prepričanje glede tega vprašanja. Kot odgovorne družbe in odgovorne države pa so Evropejci kmalu po koncu druge svetovne vojne in Slovenci ob ustanovitvi naše države. Smo razumeli, da je na nek način ob vsem, kar vemo in si bomo zavedno zapomnili, nikoli pozabili, da je hkrati prišel čas tudi, da si kakšno stvar odpustimo. Ne zato, da bi komorkoli od teh naših državljančkov prišparali kakršnokoli slavno in neslavno izkušnjo, ampak da bi jih z željo po sožitju, po razumevanju, po preseganju teh hudih ran, kakorkoli in komorkoli so že bile zaradi surovosti vojne zadane, da bi nekako presegli za to, da bi oni živeli v miru in da bi bili glede prihodnosti varni. Da se prihodnosti ne bi bali, ampak da bi na njo gledali za velikim upanjem. Danes je ta čudovita proslava posvečena domovini. Večkrat ste mi slišali reči, da imamo eno državo, Slovenci, in da ne moremo imeti dveh domovin. Menim, da smo prav zaradi tega, ker smo čutili skupaj, ne glede na razlike, ki so med nami, ustanovili našo državo in si s tem izborili tudi možnost, da si vzpostavimo skupno in eno domovino. Ne samo tukaj doma, ampak vse povsod, kjer so naši ljudje. To ne bo prišlo samo po sebi in je morda celo težje
kot ustvariti in razglasiti državo. Vendar bo prišlo, sem prepričan. S tem, da bomo počasi, a zanesljivo, korak za korakom, ohranjali resničen pogled na tisto, kar se je zgodilo in hkrati skušali živeti en z drugim tam, kjer so razlike nepremostljive, tudi v pogledih na preteklost, bomo poskušali živeti v sožitju, predvsem pa bomo, kar se naše domovine tiče, poskušali graditi na vsem tistem, kar nas zbližuje in kar nas dela Slovence. In tukaj je bil omenjen jezik in vse, kar z njim Slovenci dobivamo. Slovenci nismo nek prehlajen predmet zgodovine, ki smo do včeraj. Mi smo eden tistih narodov, ki je pred 500 leti s Trubarjem dobil prevod Svetega pisma in slovensko slovnico z njegovimi nasledniki. 500 let smo tukaj in šli smo skozi težke in slavne preizkušnje. In zdaj imamo kot starši in kot stari starši samo pravzaprav eno dolžnost. In to je, da našim otrokom in vnukom zapustimo spomin in opomin na tisto, kar je bilo slavno in tisto, kar je bilo manj slavno, in da vsak dan, na vsak način, svojim, bom rekel, ravnanjem, strpnostjo, tudi složnostjo, poskušamo njim pokazati pot, ki jim bo, upajmo, skupaj z drugimi otroci sveta omogočila, da boste izsanjali vse tiste sanje, ki jih imate. Srečno. Najlepša hvala za vaše besede, gospod predsednik. In najlepša hvala tudi vsem vam, ki nam svoje spomine v obliki pričevanj, pesmi, intervjujev, kakšnih koli drugih zapisov predajate naprej in da se od vas lahko učimo. Zahvala gre tudi Orkestru Slovenske vojske pod vodstvom Andreje Šolar, solisti in violinistki Kaj Sešek, glasbenikom in pevcem Slavku Ivančiču, Liji Luša in Marjetki Popovski. Seveda zahvala tudi tenoristu Martinu Sušniku. Najlepša hvala balerinam baletne šole Stevens in koreografoma Neni in Andrew Stevensu. Najlepša hvala pevskemu zboru osnovne šole Koper. Zborovodkinji Ingrid Poropat. Na klavirju pa jih je spremljala Tina Falkner. Zahvala gre tudi dekletom iz folklorne skupine Valček in mentorici Nini Luši. Projekcije tukaj na platnu zadaj za mano je pripravila ponovno televizija Medvode, Miha Dulmin in Iztok Pipan. Skozi spomine in opomine pa sva vas peljala, kot je napisala v scenariju Silvana Knok. Na platnu Lina Potočki Vozni in tukaj pred mikrofonom Domen Valič. Vso to skupno delo smo si razdelili, ker je deliti lepo. So ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo, in zato naj nekdo da svojega imalo.
Jazdi naj misli črne, več ko daš, več imaš, vse dobro, vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano saj oblič. Jutri kdo usmili vse bo tebe, če boš prosil za drobiž. Dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej, saj zanje, ki so daleč skrite, živijo odprej. Lepo je deliti. So ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo, in zato naj nekdo da svojega imalo. Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne, več ko daš, več imaš, vse dobro, vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano saj obliž. Jutri kdo usmili vse bo tebe, če boš prosil za drobiž. Dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej, saj zanje, ki so daleč skrite, živijo odprej. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano saj obliž. Jutri kdo usmili vse bo tebe, če boš prosil za drobiž. Dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej, saj zanje, ki so daleč skrite, živijo odprej. Lepo je deliti. Danes smo že zapeli našo ljubo pesem Ostala Primorska in slišali smo tudi našo ljubo himno. Besedilo govori o zavezi ljubezni, tovarištvu, solidarnosti, sočutju, o pravičnosti. To besedilo je naša visoka pesem. Ampak vseeno, da bo res držalo in da bo zvenelo do naslednjega leta, ko se spet srečamo, še enkrat Ostala Primorska. Nikdaj z bolestjo smo v sebe zaprli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda glej planil vihar je presilen, kot pajčevine raztrgal okol. Širne poljane so v ognju splandile, klic je svobode stal sredi gozdov. Širne poljane so v ognju splandile, klic je svobode stal sredi gozdov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Šinil je zopet čar novega dneva, tja do
do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov.